predsednik uprave Renaulta. Jaz sem ga vprašal, ali se lahko v prihodnosti zgodi, da bo petka Katrca Twingo dobil hibridni pogon. Rekel je ne, ne in še enkrat ne. In je rekel, za Evropsko komisijo imam samo eno sporočilo. Puste nas delati 10 do 15 mesecev v meru avtomobile, brez da stalno spreminjate in dopolnjujete neke cilje. In je on lepo povedal, 25% mojih inženirjev se ukvarja z vašo papirologijo, ki morajo non-stop razvojne stvari prilagajati tistemu, kar se v Bruslu po vsakem novem sestanku Evropske komisije spomnejo. In to je problem. To je največji problem. Sami sebi ga delamo. Seveda. Kitajci se nam pa smejo. Moramo vedeti, da so pač Twingo, petka pa štirka so žrtvena jagnja, ki jih je Renault navrgel ven za to, da lahko v bistvu sploh še prodaja ostale modele. Ne? Ker če ne se pač cenovna politika oziroma finančna struktura se ne bi šla, ker bi mogli preveč kazni plačati za tiste avtomobile, ki jih prodajo. Nažalost so to modeli, ki so super fajn, če pa ne bi bili super fajn, se pa sploh ne bi prodajali. Ne? Že tako namaramo električnih avtomobilov, ne? Pa če ne bi bili neki oblikovno všečni, kdo bi jih kupil. Ne? Tako jih pa zdaj saj dobro prodaja in s tem rešujejo znamko v bistvu. Ne? Če se na naslednjem sestanku le sporazumejo in ukinejo kazen za CO2 termičnih motorjev. Ne? Če to ukinejo, sta pa in Renault 5 in Renault 4 pripravljena na motorje z notranjim izgorevanjem. Za Twingo je rekel 100% ne.